Modrost v očeh. Oddaja o starosti. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, v svoji družbi preko Zoom povezave pozdravljam doktorja Bojana Macuha, ki bo tokratni gost v oddaji Modrost v očeh. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Staranje, stigma ali izziv? Tak je naslov obsežne monografije, ki ste jo napisali v soavtorstvu z doktorjem Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. In že kar takoj na začetku bi vas prosila za odgovor na to vprašanje. Je staranje pri nas v Sloveniji stigma ali izziv? Ja, hvala za vprašanje, kakor tudi verjetno za naslednja. Moj odgovor bi bil, da je običajno, pa tudi pri nas v Sloveniji, še vedno oboje. Vendar bi želel, da bi ga vsaj bolj razumeli, predvsem kot izziv. Največja težava je namreč v tem, kako o starosti razmišljamo. V Sloveniji je staranje pogosto še vedno povezano z izgubo zdravja, pa samostojnosti, delovne vloge, družbenega položaja, tudi življenje v partnerski zvezi po upokojitvi, na žalost tudi z izgubo partnerja. Ko nekdo reče, da je že star, mu pogosto s tem kar skoraj samodejno pripišemo tudi manjšo sposobnost, manjšo prilagodljivost ali celo, kar je žalostno, celo manjšo družbeno vrednost. Postavlja se vprašanje, ali je pa res temu tako. Starost sama po sebi ni bolezen in tudi ne nek sinonim za nemoč. Med starejšimi so namreč ogromne razlike. Poznam kolega, ki je star preko 80 let in ne potrebuje nikakršne pomoči. Kolesari, hodi, medtem ko drugi na drugi strani seveda potrebujejo kar precej. Pa tudi takšne seveda poznam, ki so torej nekje v dobi četrtega življenjskega obdobja in se že kažejo torej tudi prvi znaki onemoglosti, mogoče tudi manj angažiranosti, intelektualne sposobnosti. V glavnem, v vsakem primeru je prisotnih in enih in drugih zelo veliko. Zato bi lahko rekel, da je staranje v Sloveniji na nek način družbeni izziv, o katerem govorimo v zadnjih letih pogosteje, prav zaradi tega, ker je tega precej več. Torej, več nas je starejših, ki bomo na nek način v prihodnje postali breme družbe, torej tudi države, če hočemo, in zato pravim, da je to velik družbeni izziv, prej kot stigma. Stigma pa mogoče nastane takrat, ko začnemo človeka presojati glede na njegovo letnico rojstva, kot dejansko radi počnemo. No, in to je tudi eno od teh osrednjih sporočil v knjigi, ki sva jo skupaj s kolegom spisala, da starejših ne smemo obravnavati kot enotno skupino, ali pa kot breme, ampak kot raznoliko generacijo, predvsem z veliko izkušnjami, moram poudariti, znanjem in seveda tudi različnimi potrebami. Zaradi tega menim, da je potrebno ob vseh predsodkih, stereotipih, pristopih k starizmi in diskriminaciji ljudi, ki so stari, na nek način vseeno razmišljati, kako jim pristopiti bliže. Pa ugotavljate, da se odnos do staranja po svetu razlikuje? Ja, bi verjetno lahko rekli, da ne more biti enak odnos pri nas kot nekje v neki drugi sosednji ali kateri drugi tuji državi. Je pa res, da v nekaterih državah, družbah, bom rekel, ne državah, družbah, starost tradicionalno povezujejo z modrostjo, z ugledom, avtoriteto. Kot sem že prej omenil, imajo pomembno vlogo pri prenašanju znanja, torej tudi podajanju družinske zgodovine in vrednot na mlajše generacije. Jaz sem prepričan, da tudi pri nas je temu tako, ne. V takšnem okolju se torej starost na nek način da hitreje premagovati in je ni treba skrivati, če so starejši ljudje družbeno aktivni in imajo neko svoje pravo mesto v družbi. Je pa res, da imajo nekatere države, družbe dobro urejeno zdravstveno in socialno varstvo, medtem ko bi pri nas na nek način lahko tukaj se postavljalo pod vprašaj, ali lahko še naredimo korak naprej in še več storimo za starejše.
Kajti, prav na tem področju, ko začnemo govoriti o osamljenosti, o, drugih različnih pogledih na starost, staranje in na stare ljudi, lahko to postaja celo neki družbeni problem. Pomembno je torej, da na neki način razumemo odnos do starosti v vsakdanjem življenju. Zato menim, da bo treba neka vprašanja, ki jih ponavadi pogosto postavljamo, koliko nas bodo recimo starejši stali, postaviti v drugačno konotacijo in reči, kako lahko torej ta, dolgoživa družba, torej stari ljudje s svojim znanjem in izkušnjami in potencialom vplivajo in pomagajo vsem generacijam, ki so za njimi. Torej, prav ustvarjanje starosti prijaznega okolja in velikokrat poudarjam, medgeneracijske povezanosti je tisto, kar je ključnega pomena za zdrav vidik staranja. No, rekli ste, da je starejših v Sloveniji vedno več. Je bil to glavni motiv, da ste se lotili te teme tako na široko? Moram priznati, da to ni ravno razlog za to. Tema me je nagovarjala kar že dlje časa, mogoče od začetka doktorskega študija naprej, torej na področju raziskovalnega in strokovnega dela. Predvsem pa pri samem oblikovanju doktorske disertacije, ker sem nešteto, zdaj bi lahko rekel, po dnevih, tednov preživel skupaj s starejšimi domovi za starejše, se pogovarjal z njimi, poskušal razumeti njihov način življenja, pa njihove stiske, pa žalostne zgodbe, ki jih je bilo zelo veliko. Ne bom rekel, da ni bilo tudi veselih doživeti. Predvsem so radi omenjali starejši obiske, otrok iz vrtcev in šol in seveda, kar je povsem razumljivo, torej tudi obiske lastnih vnukov. Manj moram reči, da so govorili o lastnih otrocih, pa o tem bi se dalo še seveda več govoriti. No, torej pa tudi napisani 2 monografiji na temo starejših, staranja, starosti, ki sta izšli pred to monografijo, ko sem govoril o kakovosti življenja starejših v domovih za starejše in pa pomenu medgeneracijskega sodelovanja za starejše. To sta bili 2 zelo aktualni, pomembni temi, o katerih sem poskušal na neki način predstaviti izhodišča za to, kar sva se potem s kolegom Rasparjem odločila, da to temo še razširiva. Nisva želela napisati knjige o zdravstvenih težavah, pa socialnih vprašanjih, starosti, ampak predvsem pokazati, na neki način praktično povezanost staranja z vsemi področji življenja. Tako z družino, pomembnim faktorjem, torej svojci, izobraževanjem, kateremu ljudje v tem starostnem obdobju posvečajo zelo veliko časa, prostemu času, ki ga poprej v delovno aktivnem obdobju mogoče niso imeli, pa razumevanju tehnologije, pa človekove pravice. Tisto pomembno stvar, ki smo jo posebej raziskovali tudi v znanstvenih člankih, je pomen duhovnosti. Kar sva kasneje ugotovila, je bil na neki način tudi vzrok, da sva začela pisati o nasilju nad starejšimi, pa o pomenu institucionalnega varstva, seveda z novodobno, dolgotrajno oskrbo in seveda, kot sem že kar nekajkrat omenil, medgeneracijskimi odnosi. Ja, torej teme ste se lotili zares na široko, pravkar ste omenili kar nekaj naslovov poglavij te knjige in kot ste tudi sami povedali, raziskovalno vas vznemirja že kar nekaj časa. Pa me zanima, je katero področje, ki vas pa še posebej zanima iz področja staranja in zakaj? Mogoče res tisto, kar sem že nakazal v prvi znanstveni monografiji, ko sem raziskoval kakovost življenja, oziroma tam je bil naslov Vseživljenjsko učenje s povezavo z kakovostjo življenja starejših, pa tudi seveda z dostojanstvom človeka v starosti in družbenih odnosih. Da ne bom rekel do nas starejših, ker se še vedno nimam za ne vem kako starega, ne. Ampak o družbi namreč ne pove veliko samo to, koliko domov za starejše imamo, ker je to pomembno, govorimo o kakovosti življenja doma ali v institucionalni oskrbi, koliko denarja temu namenjamo, ampak več nam pove, da ali starejšega človeka poslušamo, in to je tisto, kar sem od tistih poznih
desetletja nazaj, poskušal pri starejših ugotoviti, torej, ali jih poslušamo, ali jih razumemo, ali jim dovoljujemo, da odločajo o svojem življenju, ali jim omogočamo, da na neki način razvijajo svoje navade, da jih razumemo v njihovi, bom rekel, zasebnosti, v odnosih, njihovo življenjsko zgodbo, vse je treba povedati v eno celoto, če hočemo razumeti starejšega človeka. No, prav zato, tudi v tej knjigi posebno mesto namenjava, vseživljenjskemu učenju, prostemu času, aktivnemu staranju, v znanstveni monografiji, ker sva obdelovala turizem pri starejših, sva to na široko in dolgo obelodanila. Knjigo, moram poudariti, prevedeno tudi v angleščino in je na trgu, torej tudi izven meja naše države. Moram reči, da sva na neki način poskušala pokazati, kako je prosti čas pomemben sestavni del, življenja vsakega posameznika, starejših pa prav gotovo enako. Poslušate podcast Radia Ognjišče. No, v knjigi Staranje, stigma ali izziv predstavite tudi različne teorije o staranju in meni je posebno pozornost vzbudila teorija gerontrotranscendence. Nam lahko o njej poveste kaj več, prosim? Ta teorija, praktično navdih za to teorijo mi je dal švedski sociolog Lars Torenstam. Zanimivo je pa to, da on poskuša predstaviti, da se starost ne sme razumeti kot obdobje izgube. Torej, zdaj smo pa stari, zdaj pa izgubljamo, čeprav izgubljamo s starostjo marsikaj, ne. Pustimo zdravstvene, zadeve na strani, izgubimo tudi še kaj drugega in še kogarkoli drugega. V glavnem, v vsakem primeru znani sociolog ugotavlja, da človek v starosti na neki način, o tem mogoče še kasneje dobim kako podvprašanje, da živi neko določeno obliko osebne in eksistencionalne zrelosti, torej postane drugačen, spreminja pogled na čas, na življenje, na odnose, tudi samega sebe razume v okviru družbe drugače, kot ga je živel, doživljal, ko je bil delovno aktiven. Drugače razume, svojce, bližnje, prijatelje, znance, vse to drugače umešča kot nekoč, ko je bilo časa manj, zdaj pa, ko ga je seveda več, pa postaja zgodba bolj zanimiva in se bolj posveča pomenu bližnjih odnosov, notranjega miru, odnosov do narave, prej sem že rekel, tudi duhovnosti in vprašanja o samem smislu življenja, ki je tesno povezana s predhodno dikcijo, torej samo duhovnostjo. Teorija je pomembna predvsem zato, ker na neki način družbo kot celoto opozarja, da se človek v starosti ne samo zmanjšuje po višini, kot strokovnjaki ugotavljajo, ali izgublja, torej, ne vem, na nekih določenih področjih, da vseh zdaj ne naštevam, ampak razvija na neki nov način, ki pa je seveda mnogo bolj pozitiven kot tistega biološkega, če hočete, in pa socialnega vidika. Torej, da na neki način poskuša živeti s pomočjo sodobne tehnologije, da tukaj ob tem primeru potrebuje ob sebi mlajšo generacijo, ki ga lahko pouči o tem, da mnogo starejših na neki način začne razmišljati o učenju tujih jezikov, ker prej ni bilo časa, da si naenkrat umislijo, da bodo potovali, predvsem pa si želijo veliko druženj, ki jih odvračajo od osamljenosti, enega pomembnega elementa življenja starostnikov, ko poskušajo na neki način zajeti bistvo kakovosti življenja na stara leta, torej biti čim več nekje z nekom in, zato vedno poskušam tudi na drugih srečanjih, predavanjih, ki jih imam, povedati, da staranje ni nujno pot navzdol, ne. Ker vsi imajo občutek, zdajle pa postajam star, zdaj pa kar naenkrat se zmanjšuje moja, ne vem, v narekovajih, vrednost. Je to obdobje, ki je lahko drugačno, ki mogoče celo dvigne globljo osebno rast, kar je za vsakega posameznika seveda zelo pomembno. Me zanima, doktor Bojan Macuh, je tudi vam ta teorija še posebej blizu ali se navdušujete nad katero drugo?
Moram reči, da poskušam biti širši od posameznih teorij. Pri vsaki pa nekaj počrpam, pri vsaki vzamem nekaj koristnega, poučnega in seveda zelo kritično dobronamernega, kar marsikdo zanemari. Torej, vsaka dobronamerna kritika je tisto, kar poudari kakovost ne samo tvojega dela, ampak tudi razmišljanja o prihodnjem delu, ki ga pripravljaš. Mhm. No, eno od poglavij namenjate tudi duhovni oskrbi starejših, tudi v tokratnem pogovoru ste to že večkrat omenili in me zanima, kaj ste odkrili, kako pomembna je duhovnost v starosti. Zanima pa me tudi, kaj pravijo raziskave o duhovni oskrbi starejših v domovih za starejše. Ja, to je zelo, bom rekel, kompleksno vprašanje. Sam recimo do pred 15 let nazaj dejansko nisem v bistvu niti razumel pomena duhovnosti starejših, ker pač dokler si mlajši, dokler se, bom rekel, ne začneš ukvarjati eksplicitno z nekim področjem, stvar jemlješ kot samo del nečesa. Tukaj pa moram reči, da mi je postala duhovnost na neki način bližje, prav zaradi tega, ker postane v starosti za posameznika zelo pomembna. Predvsem zaradi tega, ker se pogosto srečujejo z velikimi življenjskimi vprašanji. To se tudi spomnim svojih staršev, recimo, ko se je postavilo vprašanje, kaj sem dosegel v življenju, kakšne odnose imam s kom, kaj mi daje smisel življenja. Predvsem, kako sprejemam izgube, s katerimi se je potrebno soočiti, in konec koncev tudi s tem, kako se sooča z minljivostjo. Zdaj sem in čez čas me pač enkrat ne bo, ne. Ampak ob vsem tem je treba razlikovati med duhovnostjo in pa religioznostjo. Ko sem začel obiskovati domove za starejše, in to je bilo že pred samim pričetkom raziskav na tem področju, sem obiskoval domove za starejše in sem bil fasciniran. Ne samo v starejših domovih, ampak tudi v novejših, kjer so ponujali povsod, bom rekel, izvedbo in poudarjali pomen duhovne oskrbe za starejšega človeka. Ki seveda v domu za starejše na primer ni namenjena samo vernikom, ne, duhovna oskrba niso samo verski obredi, ampak na srečo danes, ne, je tudi na tem področju za starejše to zelo dobro poskrbljeno. In na neki način sem prepričan, ampak pa tudi skozi pogovore, ko sem vprašal recimo pri tematiki religioznosti v svoji raziskavi v Prekmurju, ki sem jo delal, nisem jih vprašal, ali so religiozni, ali jim ta pristop institucije, v kateri se nahajajo, in omogočanje vsega tega, torej s področja religioznosti in duhovnosti, bom rekel, na neki način prija, če jim je všeč, so vsi pritrdilno odgovarjali. Jaz sem prepričan, da tudi če bi jih vprašal po religioznosti ali ne, ker ti to seveda sploh ni pomembno, pomembno je, da se človek v nekem določenem trenutku, določenem okolju, bom rekel, odnosa do njega, torej tudi religioznega, duhovnega, če hočemo, na neki način počuti v redu, mu je oporo, mu daje neko upanje na stara leta. To je tisto, kar je pomembno. Seveda je pa v domovih za starejše pomembno, da zgolj skozi telesne potrebe starejšega človeka najdemo še tudi kaj drugega. Torej, ni potrebno samo, da ima na voljo, ne vem, tiste najosnovnejše pogoje za bivanje, ampak potrebuje star človek primeren odnos, odkrit pogovor, en občutek pripadnosti in možnost, torej, da na neki način pove to, kar ga teži. In to sem skozi te pogovore s starejšimi tudi sam doživljal. Ker nekako niso me spustili iz okolja, v katerem smo se srečali, ker pogovarjali bi se z menoj, kar pomeni, da jim tega primanjkuje. Zdaj, strokovno osebje ali pa dodatno osebje, ki skrbi za starejše v domovih za starejše, seveda nima ravno na voljo za vsakega posameznika, ne vem, 15 minut, pol ure ali pa še več, da se z njim pogovarjajo v nekem mogoče danem trenutku, ja, ne pa vselej, ali pač ne takrat, kadar starejši ljudje
torej ko človek to potrebuje, ne. In zato je treba to kakovostno oskrbo, o kateri zadnje čase zelo veliko govorimo, pa moram reči, da bomo tudi kaj iz tega naredili konkretnega, razumeti kot celostni pristop, ne. Torej na neki način, kjer je pomembna tako čustvena in tudi duhovna razsežnost posameznika, sta pa ti dve zelo tesno povezani, ne. In te raziskovalne ugotovitve, ne samo moje, ampak tudi še marsikateri drugi strokovnjakov, kažejo, da vse te skrbi, ki jih imajo ljudje, presegajo zdravstveno stanje posameznikov in bolj vključujejo tiste, bom rekel, socialne, psihološke, kot sem prej rekel, pa sočasne in na konec koncev zdajle odgovarjam na temo duhovnih potreb posameznika, torej tudi duhovne razsežnosti. In vesel sem, da se temu daje poudarek, ne glede na religiozno pripadnost. No, večkrat v najinem pogovoru ste že omenili osamljenost, da vas kar niso spustili iz rok, da so se želeli z vami pogovarjati. Kako ocenjujete, kako velik problem je osamljenost starejših? Ugotavljam, da zelo velik. Je pa odvisno seveda od posameznika, kako se zna s to osamljenostjo soočati. Nekateri že sami pred, bom rekel, dobo upokojitve razmišljajo o tem negativno. Kaj bom, kje bom, s kom bom, zakaj, kdo mi bo pomagal, če bo potrebno in tako dalje. In na neki način se potem, bom rekel, ta začaran krog vrti, če jim vsa ta njihova, bom rekel, potreba ni vsakodnevno izpolnjena. Tudi take posameznike poznam. Kadarkoli se srečamo, v narekovajih tarnajo. Ne vem, kako pa ti zdržiš, pa jaz imam težave, pa ne morem spati ponoči. In potem, ko začneš z njim voditi pogovor, kaj vse življenje v tem obdobju ponuja, ne, da človek ni osamljen od dobrodelnosti do, bom rekel, humanitarnosti, druženj v nekih, bom rekel, kar poznam sam konkretno, pohodniških skupin, kolesarskih skupin, ne vem, vsega, kar je na svetu skorajda mogoče, lahko človek počne takrat, ko več ni potrebno vsakodnevno odhajati na delovno mesto. In ko to v sebi enkrat razumeš in zaznaš, potem moram reči, da je mnogo lažje. In potem ti je tvoje življenje vsak dan en delovni dan, ne, ko ga začneš z neko rutino od jutra do poldneva in nadaljuješ vse do večera. Ne, in ta raznolikost mora biti prisotna. Vsega po malem, ne samo eno, ne, ampak, ne vem, treba je biti sposoben na neki način se tudi znati vključiti v družabno življenje, ne, družbeno življenje. Ne imeti občutka, da te morajo drugi poiskati, da bo se s tabo ukvarjali, ti moraš biti, bom rekel, aktiven pri tem in na neki način poskušati najti sebe in se umestiti v ta družbeni prostor v času, v katerem trenutno si. Tako, torej spodbujate proaktivnost vsakega posameznika. Tako. No, ena od skrbi marsikoga pa je tudi izguba dostojanstva v starosti. Tudi tej temi namenjate v knjigi pozornost, saj, kot pišete, človekove pravice ne zastarajo. Kaj se vam zdi ključno pri tej temi? Ja, ključno je to, da čisto preprosto odgovorim, da človekovo dostojanstvo nima rokotrajanja, ne. Torej, od nekdaj je in še bo. Torej nikoli ne bo konec tega. Zato mora star človek še posebej razumeti, ne, da ne postane manj vreden zato, če v nekem starostnem obdobju potrebuje pomoč pri hranjenju, oblačenju, higieni, je tako pač je. To je sestavni del, bom rekel, nekega stanja duha v nekem posameznem primeru. Če je to v domu za starejše ali če je to doma v bivanju, sobivanju skupaj s svojci. Ne? Največja nevarnost pri nek način upoštevanju pojma dostojanstva pa takrat, ko se začne človek na človeka gledati, ne? Ko ne sam na sebe ne gleda tako, ampak ko mi začnemo gledati njega kot nekega uporabnika storitev, če hočete, ne? Kot na pacienta, čeprav to ni, kot na zdaj pa moram skrbeti zanj, ne? In konec koncev, ko začneš kalkulirati stroške, ne? Takrat se pa ta zgodba o dostojanstvu začne po malem rušiti, ne? Nekako je treba človeka tudi v sklopu
spoštovanje njega samega razumeti kot osebo z njegovo lastno zgodovino. Človek je v nekem starostnem obdobju doživel to. Treba je upoštevati njegove želje, treba je razumeti njegove navade. Težko se nekdo iz enega stanja prelevi takoj v drugo, ne. Mu dati tudi možnost, pravico do odločanja, ne zgolj, ne govorim zdaj kvazi političnega odločanja, ampak odločanja o tem, ne vem, ko ga nekdo vpraša, kam gremo, pa da on nima pravice reči: "Aha, to pa je moja želja." Ne. Da na neki način ga vidimo sposobnega, da se vključi v to družbeno aktivno življenje. Da je pomemben člen tega, ne. In, seveda konec koncev, da je glede na starost sposoben še dati zelo veliko svojega znanja in svojih izkušenj, ne. Je pa res, da, to se kaže na več načinov, torej, kar se tiče tega, na neki način odločanja samega o samem sebi, pravico do soodločanja ali odločanja. Torej, kdaj bom vstal, kam bom šel, kaj se bom oblekel, kako bom preživljal prosti čas, s kom, kako bom to razporedil skozi celoten dan. Pride dan, ko lahko samo, ne vem, počivaš in bereš, drugič, ko spremljaš športne aktivnosti po televiziji, tretjič se odločiš za ogled nogometne tekme. Poznam kolega pri 80 preko, ki spremlja vse nogometne tekme matičnega kluba, kjer živi. To pomeni, da ga nekaj navdušuje, da živi v pričakovanju nečesa, ne. In zato naj bi bil vsak dan tisti, ko v tebi preveva nova in nova pričakovanja, četudi bo enak prejšnjemu ali pa samo malo drugačen, ne. Nikakor pa na neki način ne smemo razumeti tega, da mu onemogočimo njegovo lastno razmišljanje ali pa mu vcepljamo naše razmišljanje. To starejši ljudje, bom rekel v narekovajih, tudi zase, ne maramo ravno. Torej, da nam nekdo reče: "Aha, takole je in tako bo in konec," ne. Predvsem če so to svojci, lastni otroci ali kdorkoli pač. Se vam zdi, da imamo v Sloveniji težave, s tem zagotavljanjem dostojanstva v starosti? Občasno pridejo v medije kakšne res, grozljive zgodbe, pravzaprav lahko rečemo. Kako vi ocenjujete? Ja, moram reči, da premalo cenimo dostojanstvo človeka nasploh, ne. Aha. Če govorimo o nasilju nad starejšimi, imamo primere nasilja mlajših nad starejšimi. Če imamo primere žrtvovanja starejših za mlajše, poglejmo primer samo v Mariboru, ko je 81-letnik skočil v Dravo in rešil 1,5 leta starega otroka. Ne, to pomeni, da moramo spoštovati vsakega človeka. Jaz bom tako rekel, ne, kot sociolog, da če ne spoštujemo žive narave, kako neki potem nekoga prepriča, da naj spoštuje mlajše, srednji sloj, starejše, zelo težko, ne. Torej, ali to nosimo v sebi, to, spoštovanje, da razumemo v bistvu to dostojanstvo, ki ga potrebuje nekdo kot življenjski pomen, ali pa pač tega enostavno nimamo, ne. Poslušate podcast Radia Ognjišče. No, knjiga Staranje, stigma ali izziv je izšla v letošnjem letu. Zanima me, če so do vas že prišli kakšni odzivi bralcev, raziskovalcev, odločevalcev. Rekli ste, da je izšla tudi v angleščini, torej zanima me tudi odziv iz tujine. Kaj nam lahko poveste o tem? Ja, moram reči, da sva se napačno razumela, da takoj na začetku popravim. Ne ta knjiga, ta je še v pripravi. Knjiga o turizmu pri starejših, ta je izšla v tujini. Tukaj pa dobivam predvsem, bom rekel, odzive, ki so spodbudni, moram reči, strokovnjakov, kolegov strokovnjakov, raziskovalcev, ne, ki v bistvu gledajo na knjigo kot en širši pogled na proces staranja, ne. In čeprav je to znanstveno raziskovalno delo, zelo veliko namiznih raziskav, se odpira vprašanje,
da ali se dotakne tudi koga drugega, ne. Jaz malo spremljam to po ogledih, po izposojah knjige in ugotavljam, da knjiga se izposoja in se bojim, da mnogo preveč po strokovni in znanstveni plati, ne. Menim, da je tudi sam recenzentski pogled na knjigo, izpostavil, da knjiga ne obravnava zgolj tistih, tipičnih biološko-socialnih procesov in tako dalje, ampak da bolj govori o celotnem življenjskem obdobju starih ljudi, ki so povezani z nekim okoljem, v katerem bivajo. O institucionalni oskrbi, o medgeneracijskih odnosih, uporabi tehnologije, učenjem in tako dalje. To pa ni zgolj samo znanstveno in strokovno, ne. Dejansko je, da bi bilo vredno, da knjigo razumejo širše, ne. Želja je predvsem, da ne bi ostala ali pa postala tisti predmet na knjižni polici, kjer se nabira prah, ampak da bi spodbudila pogovor. Zato mi je to današnje srečanje, bom rekel, všeč, ne. Torej, da se o tem pogovarjamo, saj to sem že nekajkrat omenil poprej, o starejših, s starejšimi, pred starejšimi bi se družba morala postaviti in reči: o njih govorimo, ne. Oni so pomembni, pa ne torej pogovor samo med raziskovalci pa strokovnjaki, pa konec koncev tudi politiki takrat, kadar sami želijo, da o tem govorijo, pa mogoče zgolj o zaposlenih v nekih institucijah, tudi svojci, starejši sami, ti bi morali vzeti to knjigo v roke in prebirati, kaj je starejšim pomembno in zakaj. Ne samo prebrati naslov pa reči: saj zdaj mogoče sploh ne vem, kaj je stigmatizirano, okej, pa ne vem, že naslov ni ravno najbolj zanimiv, pa knjigo nekdo odloži, ne. Zato poskušam v prihajajočih predstavitvah knjig, ki bodo predvsem v domovih za starejše, tako zaposlenim kot starejšim in njihovim svojcem podati tisto, da bodo lažje razumeli, kaj se dogaja z njihovim starim človekom. Govorim v okviru družine, kaj se dogaja, z uporabnikom storitev v domu za starejše s strani stroke, neposredne pomoči, ki je premalo vedno in vselej pri nas, ne. Saj vemo, koliko imamo domov za starejše in koliko posameznih starejših je na čakalnih listah, mi pa jim ne moremo omogočiti dostojnega bivanja prav zaradi tega, ker ni zaposlenih, ki bi skrbeli zanje. Zato me žalosti, leta nazaj sem na neki način posredno sodeloval pri pripravi študijskega programa socialna gerontologija in v upanju, da bodo takrat, naleteli na pozitivne odzive, čakali, da bodo ti mladi, ki se bodo vpisali na to vrsto študija, doštudirali in pomagali starejšim ravno na tem področju. Ne pri hranjenju, ne pri negi, ker imamo za to druge službe, ampak pri pogovoru z njimi, razumevanju, v nekim empatičnim odnosom in podajali čustveno inteligenco. To naj bi bila socialna gerontologija, no, danes je pa ta postala čisto vse nekaj drugega kot pa to. In tukaj sem mogoče kanček razočaran, da, ta, bom rekel, študijska smer ni šla, v to, nakazano pot, katero smo takrat želeli. Se vam torej zdi, da je to nekaj, kar starejšim manjka, česar bi potrebovali več in da je to prihodnost, v katero bi morali vlagati? Torej, tako kot ste rekli, študente socialne gerontologije, torej nekoga, ki bi se imel čas pogovarjati s starejšimi, ki bi bil z njimi ne samo na tej skrbi telesni, ampak tudi na duševni, če lahko tako rečemo. Ja, popolnoma se strinjam z vašim razmišljanjem. Kako zdaj najti, bom rekel, možnosti za te izvedbe, ki ste jih malo prej navedli, ne? Kako ljudi prepričati, da starejši ljudje to potrebujejo? Kako najti finančna sredstva, da se bo lahko to omogočilo? Povsod se še nekako, bom rekel, premika, ko pa začnemo govoriti o tem, ravno o področju zadovoljstva starejših, v tem smislu pa imam občutek, kot da smo izguljeni, kot da nekdo nekje ne ve, o čem govori, zakaj je temu tako, ne. Torej, ne razumejo v bistvu, da ljudje ne nujno
ne potrebujejo zgolj samo hrane, oblačila, zdravstvene oskrbe, bom rekel, zdravstvene nege, če hočete, ali karkoli, da potrebujejo nekoga ob sebi, ne. Da sedi ob njih in z njimi, ne vem, v narekovajih, premleva njihovo zgodovinsko, razmišljanje, kaj vse so doživeli, ko so bili mlajši, ne. Zato sem toliko bolj navdušen pa nad tem, kar na neki način peljejo v domove za starejše. Da neštetokrat, lahko rečem, letno pripeljejo v domove za starejše, vsaj tam, kjer sem jih jaz obiskoval, otroke. Da dovoljujejo starejšim skupinam, da obiščejo otroke v vrtcu, v šoli, da starejši pripovedujejo zgodbe, kako je bilo nekoč. Ne bom rekel, da tega ne doživljajo s strani svojih starih staršev doma, ne, ampak vsak človek je unikum in torej vsak lahko pove drugačno zgodbo, ne. In tu so bili starejši tako zadovoljni, da so se lahko pogovarjali z njimi, da so bili ti otroci tako zvedavi, ne, in da so lahko recimo nekateri od starejših potem ob vrnjeni uslugi obiska v vrtcu ali v šoli pokazali, kaj pa oni znajo. Ročne spretnosti, druge aktivnosti, s katerimi so se ukvarjali, od čebelarstva, če hočete, ribištva in tako dalje, da so ti otroci podoživljali, kako pa oni to počnejo oziroma ali pa vsaj so počeli takrat, ko so to še lahko, so bili fizično sposobni in tako dalje, ne. In to je tisto, kar na neki način me navdihuje, da se držijo tega načela, bom rekel, medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja, kajti to, starejšim daje zelo veliko, bom rekel, energije in na neki način utrjuje to njihovo kakovostno življenje na stara leta. No, ampak ob tem mi vedno pride na misel, da smo pravzaprav to v zgodovini že imeli, ko je šlo za to medgeneracijsko sodelovanje znotraj samih družin. Kako se vam zdi to zdaj problematično ali pa izzivalno, da se nekako iz družin to premešča v institucije? Ja, to je zdaj zopet ena zgodba, ki ima več različnih podzgodb. Marsikateri starejši ne želijo od doma, pa morajo. Marsikateri starejši sami želijo od doma, pa se njihovi svojci, otroci s tem ne strinjajo. To sta dve plati, ki se zdaj bijeta ena z drugo. Torej, če govorimo o prvi, ko starejši nočejo od doma, je to razlog, ker so navezani na primarno okolje, na ljudi okoli sebe, vse poznajo, vse jim je blizu, vse jim je normalno domače, skrbijo za vnuke, skrbijo torej, bom kar pošteno povedal, marsikje materialno tudi za lastne otroke in tako dalje in tako dalje. V drugem primeru pa se starejši odločijo, pa odidejo. Odločijo, da grejo živet drugam in da mlajšim pustijo lastno svobodno življenje, odločanje in tako dalje, ne. En tak primer sem imel v enem razgovoru, ko je ena gospa potarnala, da jo sin zelo redko obišče, ker je doma, zdaj bom kar povedal konkretno, v Mariboru. Gospa pa je bivala v domu za starejše, v enem od domov za starejše v Prekmurju. To pomeni, razlika med Mariborom in Prekmurjem je 50 kilometrov ali pa še manj. In potem ji nekdo verjetno kadarkoli pride na obisk od svojcev, reče: to pa je pa časa, ni časa, pa imam veliko dela, pa moram skrbeti za to, pa ne vem kaj vse." In potem marsikateri od starejših reče: "Ja, saj kdo pa je rekel, da moraš priti?" Torej, ta vez se z bivanjem v domu za starejše počasi potem krha. Tam si starejši velikokrat najdejo, nov krog prijateljev, pravzaprav bom rekel prej znancev kot prijateljev. Ja, in tudi prijateljev. Tudi primeri imam, ko sta se dva starejša srečala prvič v življenju v domu za starejše in se kasneje tudi poročila. Kar pomeni, da so pustili prosto pot življenja lastnim otrokom. Jih ne obremenjujejo, ne. In takšnih in podobnih zgodb, torej kako je bilo nekoč, pa kako je danes, je zelo veliko, ne. Midva danes tukaj nisva govorila o nasilju, o materialnem izkoriščanju in kaj vem še vse, ker bi se dalo tudi to poudariti, da v narekovajih ni vse zlato, kar se sveti, kar se tiče otrok, in kar se tiče konec koncev za isti pregovor tudi starejših ljudi. Zgodbe
ki so velikokrat zabolele, ki so žalostile in o katerih nisem pisal v knjigi, zaradi tega, ker se mi zdijo preveč čustveno nabite, da bi lahko rekel: "Aha, to pa bom posplošil, pa da se to dogaja pri vseh starejših ljudeh." Nikakor ne, ne, se pa dogaja. No, in na osnovi tega so potem tisti, bom rekel, žalostni trenutki, ko se starejši počutijo osamljene, ko se čutijo zanemarjene, odrinjene, pa ne s strani sobivajočih v domu za starejše, ampak s strani najbližjih, kar je seveda najbolj žalostno. Ja, verjamem, doktor Bojan Macuh, da je še veliko tem, ki bi si jih lahko dotaknila v najinem pogovoru. Čas za oddajo je žal omejen, morda pa se srečava ob kakšni drugi priložnosti. Tudi o nasilju nad starejšimi sem v oddaji Modrost v očeh pred leti že govorila, verjamem pa, da je to tema, ki velja nameniti dodatno pozornost. Vesela sem za vaš čas, za to, da ste napisali to knjigo, navsezadnje tudi seveda skupaj z doktorjem Andrejem Rasporjem. Za konec pa še eno vprašanje. Večkrat citiram žal pokojnega gerontopsihiatra doktorja Aleša Kogoja, ki je v enem od najinih pogovorov rekel, da če bomo imeli srečo, bomo vsi enkrat stari. Tega se najbrž zavedamo čisto premalo, zato ob zaključku vprašanje za vas osebno, kako pa vi doživljate staranje? Ja, to vprašanje je, moram reči, zelo na mestu. Sam se namreč, ne glede na leta, ne počutim nikakor ne star, ne. Življenje si delam, si zastavljam tako, da staranja odmišljam. In vsako leto, ko pride čas potrditve nekega novega starostnega obdobja, enostavno to ne jemljem, ne vem, z neko žalostjo, z neko, ne vem, pogledom, kaj pa bo, če bo in tako dalje. Staranje torej ne doživljam kot poraz tega, kar sem doživljal v mladosti. Ampak neki način nadaljevanja življenja v drugačni obliki, ki ga danes torej živim, tako aktivni, človečni, družabni, prijateljski, no, prav slednja mi daje elan za delo naprej, to moram poudariti. Tega je seveda zelo veliko, in ko mi je nekdo pred časom dejal, da naj ustavim konje v narekovajih, češ da sem že naredil dovolj, sem mu dejal, da pač to enostavno ne gre, ne. Da je to moj način življenja, tako kot je nekomu drugemu nekaj drugega, njegov način življenja, in da preprosto torej uživamo v tem danes, sedaj, torej ne glede na leta, čas, v katerem se nahajam. Ja, in tudi če se sam navežem na pokojnega doktorja Aleša Kogoja, bi mogoče rekel, vprašanje pravzaprav ni, ali se bomo starali, ker se staramo, ne. Vprašanje je bolj pomembno v tem smislu, kakšno družbo bomo ustvarili za čas, ko bomo sami potrebovali razumevanje, ne. Torej bomo družbo uokvirili v to miselnost, da je spoštovanje in pomoč drugim, ki so tega potrebni, tisto, kar nas dela bogate. In torej prav to je mogoče bistvo te najine knjige, da starost ni problem, ki ga ima nekdo drug. Ampak je tudi naša skupna človeška izkušnja, odgovornost, da poskrbimo za, bom rekel, kakovostno staranje vseh generacij, ne glede na to, kje se nahajajo, kdo so in kaj so. Od najmlajših do najstarejših, torej v tem smislu je pomembno, kajti staramo se od rojstva do smrti. Tako. In s to mislijo bova zaključila najin današnji pogovor. Doktor Bojan Macuh, še enkrat hvala lepa za vaš čas, za vse misli, ki ste jih delili z našimi poslušalci in poslušalkami. Želim vam še veliko raziskovalnih in tudi različnih drugih izzivov. Naj še naprej to bo vaš življenjski stil in morda še kakšno srečanje, tudi še na katero od drugih tem, ki ste jih odprli v svoji knjigi, pa jih v tokratnem pogovoru nisva mogla, ni bilo časa, da bi se jih bolj poglobljeno dotaknila. Najlepša hvala za povabilo, za odkrit pogovor, za tudi vaša pozitivna razmišljanja o tematiki, katero sva odpirala. Prepričan sem, da jih je res veliko in upam, da morda še kdaj na istem mestu. Hvala lepa. Hvala in vse dobro. Srečno. Hvala vam.
Nasvidenje. Nasvidenje. Poslušate podcast Radia Ognišče. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski oddaji Modrost v očeh. Staranje, stigma ali izziv je naslov knjige, ki smo jo predstavljali v nocojšnji oddaji. Naš gost je bil dr. Bojan Macuh, ki je knjigo napisal v soavtorstvu z dr. Andrejem Rasporjem in je izšla pri Kulturnem centru Maribor. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Od vas se za nocoj poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno. Poslušali ste oddajo Modrost v očeh. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.